Pozdravljeni v srečnem življenju, z vami sem Minka in danes bomo govorili o antidepresivih, pa v ščitnici, pa še o čem. V glavnem, v knjigi Celjenje sem prebrala, da 8 mesecev potem, ko ženske, sploh tiste, ki so občutljive, ko začnejo jemati antidepresive, začne njihova teža naraščati. Tako, wow, zanimivo. A ne, ker seveda meni stranke rečejo, ja, veš, pa sem bila v težavnem obdobju, sem začela jesti antidepresive in potem sem se zredila. Ampak zakaj pride do tega? In glede na to, da tukaj noter v tej knjigi piše, pač 8 mesecev potem dejansko začnejo iti teža gor. Tukaj tudi primer ene ženske, ko je začela jemati pomirjevala in uspavala, je dejansko se potem začela rediti. No, in občutljivi ljudje. Zdaj pa, če gledamo, zakaj nekdo pristane na antidepresivih. Kaj je Ja, stres, ok, ampak zadaj je čustveni stres in ta čustveni stres je povezan vedno z odnosi. Vedno. Ali je izguba službe, ali je izguba staršev, partnerjev, izguba varnosti, ali so neke ključne spremembe, ko človek ni cenjen, ni sprejet, ni ljubljen. In takrat se naredi Zdaj pa, kaj nas te prelomne situacije učijo? Ker eno je, ja, jaz se strinjam, jaz sem za zdravila, da se razumemo. Ko prideš do nekega prelomnega obdobja, vzameš antidepresiv toliko, da lahko držiš glavo nad vodo, ne pa, da potem do konca življenja zobaš neke tablete in postaneš odvisen od tega. Pač zdravilo je zato, da te pozdravi. Ker če jemlješ neko zdravilo, ves čas je to mamilo, da te omami, ne pa pozdravi. Mi tukaj govorimo o jemanju zdravil in tudi vi se lahko pogovorite s svojim zdravnikom, če imate neka mamila, kako se lahko spravite iz tega ven, da jih pač ne boste imeli. A še eno opozorilo, če vam je zdravnik dal zdravila, to pomeni, da jih on tudi ukine. Ampak pomislite, kaj vi morate spremeniti, da boste prišli do popolnega zdravja. Sigurno vas nekaj življenje uči. No in zdaj, če gledamo antidepresive, najprej pogledamo tehnično. Tehnično so antidepresivi takrat, ko nam zmanjka serotonina, to je aminokislina, iz katere se tvori hormon sreče. Serotonin se nahaja v vsej beljakovinski hrani in mnogi ljudje pač ne zaužijejo zadostno količino beljakovin. Ali pa morebiti pojejo zadostno količino beljakovin, pa se jim beljakovine ne razgradijo v želodcu. No, recimo primer vam povem. Če recimo jeste ananas. Ananas, vemo, da je ena od najboljših zadev, ker vsebuje snov bromelain, ki deluje na hujšanje, to je encim. Ampak ananas ima glikemični indeks, mislim, da 65. Če boste jedli zvečer ananas z namenom, da boste shujšali, ne boste. Zato, ker ananas ne vsebuje beljakovin. Se pravi, potem, ko pojeste ananas, čez popijete jogurt ali pa kefir, ker je to beljakovina, in imate vse, kar je za izdelovanje hormonov za hujšanje, in poleg tega encime dobite, in poleg tega se celo kot afrodizijak deluje ananas drugače. Mislim, tako, res so zanimive zadeve pri tem ananasu, ampak rabite zraven dejansko beljakovine. No in zdaj pogledamo beljakovine. Če jih imate premalo v svoji prehrani, se zgodi to, da vaše telo nima zadostne količine B-vitaminov, ki so potrebne za nove povezave v možganih. Če imate pomanjkanje B-vitaminov, so dejansko opustošeni vsi vaši živci. Živci potrebujejo kot ovoj. Kako naj vam pokažem, kje je kakšna? Probala, jaz upam, da ne bom prekinila. Jaz imam tukaj le luč, ampak vam želim pokazati kabel. No, saj veste, kabel. Ne morem vam pokazati, bomo se zvezali skupaj. Če gledamo, če bi bil tole kabel, ne? Tukaj noter je žička in okrog je izolacija. In ta izolacija je povezana s tem, da imamo tudi v možganih izolacijo. In ko imamo pomanjkanje B-vitamina, dobesedno nam začne prebijati. Kaj se lahko zgodi?
Vemo, da imamo glavni živec, ki poteka po našem telesu, se imenuje vagusni živec. Ampak je glih tako živec kot vsi ostali. In mi, če imamo pomanjkanje B vitamina, pa omega 3, pa C vitamina, enostavno se zgodi, da začne prebijati. A veste, kaj lahko zgodi? Meni tukaj le to bi leze okrog. To bi jaz se boš pokazal, ker se hoče. Ker, glejte, to je naš Tobi. Leze tukaj okrog mene in se nekako želi namestiti nekje ob meni. Ja. No, v glavnem, če imate pomanjkanje omega 3, B vitamina, pa C vitamina, pa kalcija, v tem primeru začnejo prebijati vsi živci. Se pravi, ne samo to, da ste razdraženi, da se ne more proizvajati hormon sreče, da padete v depresijo, ampak se vam lahko zgodi, da naenkrat občutite, kot da vas bi nekaj izklopili. Tako, prav izklopljen se počutite, ker ta živec napaja vse v vašem telesu. No, zdaj mogoče pomislite, Minka je zdaj toliko nekih informacij nanizala, kako naj si pomagam, jaz sem na antidepresivih pa pomirjevalih. Prva zadeva, rabite dodatek omega 3, C vitamina, kalcija, magnezija, pa B vitamina. Se pravi, vzemite mogoče Pro-Vitality Plus, pa kalcij pa magnezij zraven, pa boste videli, da je to. To dobite na moji spletni strani srečnoživljenje.si in koda za 10% popust je zdravje. To je prva zadeva. Druga zadeva, se pa morate vprašati, kaj vas je pripeljalo do tega, da se vam je, da imate premehno količino serotonina in da vaše telo enostavno občuti depresijo, vi občutite depresijo. Se pravi, je neko čustvo zadaj. No in zdaj gremo raziskati čustva, kaj se dogaja na vaših področjih vašega življenja. Ali je povezan s službo, ali je povezan s partnerskim odnosom, ali je povezano s starši, pač s primarno družino. Z nečem je povezan, ali pa z otroki. Ampak je odnos. In ko gremo pogledati odnose, se vprašamo, kaj me ta odnos uči. In seveda zdaj uporabite mišični test in se vprašate, se pravi, lahko direktno vprašate, ta odnos, ki me posebej šola, lahko je vaš nadrejeni, je povezan z enim od preteklih življenj. In dobite odgovor. In ko dobite odgovor, če je zataknjena energija v preteklem življenju, pomeni, da ste se v tem življenju srečali z namenom, da tokrat naredite drugače. Ker lahko, da ste v preteklih življenjih si že rezali žile, delali samomore in tako naprej, in na nek način je beg v antidepresive oziroma v depresijo nek način beg pred reševanjem težav. No in zdaj naslednjo stvar se vprašate z mišičnim testom. Strah me je reševati težave. Strah me je postaviti meje temu človeku. Strah me je izgube varnosti. Vam povem, da ta izgube varnosti je ena od temeljnih strahov in kot vemo, obstajajo 3 temeljna čustva, ki nas najbolj bremenijo, in eden je strah, drugo je sovraštvo in ta tretje čustvo je sram. Sploh sram, o tem bomo še govorili in sem že govorila, prav sram je najnižje čustvo, kar je možno. Strah je dobro orodje, da nas drži zvezane, in strah je super, ker strah pomeni, da takrat, ko zmrznem, ne bom delovala. Meni so v mladosti je bilo zmeraj rečeno, strah je znotraj, votel od odzunajga pa nič ni. Ja. Ampak dejstvo je, da to ni res. Strah je tako močno prisoten v našem življenju, da enostavno je tisto, kaj pa če? Jaz vidim pri ljudeh, da imajo težave, recimo strah glede preživetja, glede denarja. Mnogi bi naredili kakšno spremembo v življenju, če ne bi bil zadaj denar. Mnogi se bojijo spremembe delati zaradi tega, ker jim je bolj enostavno živeti dvolično življenje.
Se veste, hopa cupa mal tam, ali pa ima neko skrivno vezo nekje in doma pač ne štima. Ne more štimati. Ne more štimati, ker gre se za to, da doma lahko štima v partnerskem odnosu samo takrat, ko pridemo domov, ko smo doma, z odprtim srcem, s čisto vestjo. Čista vest, tako kot so rekli včasih ljudje, je edina blazina, na kateri lahko spiš. Edina. In ko imaš čisto vest do partnerja, do sebe, do otrok, do staršev, enostavno ni potrebe, da si non-stop v neki, v nekem ciklu stresa, kroničnega stresa. Ni potrebno. Zdaj, če gremo nazaj na ščitnico pa narejenje. Se pravi, mnoge občutljive dame 8 mesecev, potem ko začnejo zobati tablete, se začnejo rediti. Zakaj 8 mesecev? 8 mesecev, 8 je število neskončnosti. No, rečemo 9 zaključevanja. V osnovi v tem primeru vas življenje uči, če ste se mogoče vi zredili po antidepresivih, da se vprašate, kaj bi mogla zaključiti. Ali pa, česa nisem uspela ozavestiti. Zakaj ne želim videti, česa me je strah. Dajte ozavestiti vaše strahove in boste videli. Pejte po knjigi delati, ko imajo čakre žur in boste videli, kako boste prišli do neverjetnih odkritij vaše podzavesti, ker vaše delovanje je skrito tam noter od spodaj. 90-80% našega delovanja je v podzavesti, v koreninah, tam noter so vzroki. In ko mi gremo pogledati vzroke, verjemite mi, boste najdeli rešitve. Rumi je rekel, da iščite vse ovire, ki ste jih zgradili zoper ljubezen. Pa še nekaj je rekel, ampak v glavnem na pamet govorim. Ampak iščite ovire, ki ste jih najdli zoper ljubezen. Ker vse se vrti okrog tega. In vemo, da kdor je doma v partnerskem odnosu nesrečen, zbeži, ima potrebo potem, da zbeži v delo. Ampak tam to ga ne osrečuje. Tudi velike količine denarja ga ne osrečujejo. In vemo, da najbolj srečne trenutke v življenju doživimo takrat, ko smo v partnerskem odnosu. Jaz sem zdaj gledala en film, kar nekaj, rabila sem po 2 mesecih samo nekaj gledati. Jaz sem gledala film, sploh ne vem, kako je naslov, George Clooney igra, o tem, kako je on nad oblaki, nekaj takega. Kako je potoval, kako je odpuščal delavce po celi Ameriki in je dobil eno pripravnico, ki v bistvu z njim hodila okrog. Spoznal je žensko, ki sta se ujela, pač oba dva sta bila tako svobodna in na koncu se je izkazalo, da ta ženska, ki jo je spoznal, je tista, ki je živela dvojno življenje. Rekla je, jaz sem te vzela samo za intermeco. No, zdaj, da sem malo zmedla s celo vsebino filma, ampak v glavnem ta pripravnica pa verjame v to, da je partnerski odnos to, kar mi ramo, da je v bistvu prav to, da z nekom si, da je nekdo doma s tabo, da je najbolj pomembno. Ja, mogoče smo tisti, ki, mogoče je prav, da smo v sebi romantiki, tisti, moji otroci rečejo, hopeless romantika, Pač verjameš v to, da obstaja nekje nekdo in potem počakaš, da pride. Nekateri ljudje so tako obsedeni s tem, da nekoga morajo najti, da enostavno iščejo zabavo preko interneta ali pa partnerstva preko interneta. Ali pa mogoče so na nekih socialnih omrežjih, kjer iščejo nekaj. Mnogi so v partnerskem odnosu in iščejo nekaj. To ne gre. To ne gre. V življenju gre samo iskreno skozi. In kako naj nas življenje podpre,
če niti nismo tako pošteni, da bi, ne vem, tudi na Facebooku pisali samo resnico. Aha. Ja, pa rajš ne objavljati. Govori, živi resnico. To je edina stvar, kar pelje v življenju. In ja, v Svetem pismu piše, resnica vas bo osvobodila. To je rekel Jezus. Resnica nas osvobodi. Tako da, zdaj pa tisto, kar če se spet vrnem na to prekomerno težo. Kaj je tista resnica, po kateri kliče vaše telo? Ena gospa je bila pri meni na svetovanju in ta njena resnica se je izkazala, da ona hoče imeti obilno telo z namenom, da se zaščiti pred moškimi. To je bila njena resnica. Je počistila z zdravilno molitvijo to resnico in jaz sem prepričana, da jo čaka tako lep ljubezenski odnos, da lahko samo sanja o njemu. Res sem prepričana v to, ker veste, mi smo čustvena bitja. Ta naše čustveno telo, tako kot piše v knjigi Mojstrstvo ljubezni, kjer piše Ruiz je avtor, Miguel Ruiz. Piše o tem, da če bi videli naše čustveno telo, bi videli same luknje, tako močno smo ranjeni. Pa po drugi strani, pejte zakrpati te luknje. Pejte počistiti, imate zdravilno molitev dekodiranja, imate moje knjige, so orodja, da vam pomagajo pri tem, da lažje razmišljate pozitivno. Imate karte Prehod v novo dobo, enostavno, ki vas usmerjajo na pozitivno mišljenje. In če zdaj pogledamo 3 sporočila, kaj je za vse tiste, ki ste se pripravljeni spopasti z resnico, pa dati tančico stran in videti tisto, kar je zadej, da ugotovite, kdo ste. Glejte, prvo sporočilo je angelski glas. Dovoljujem, da me vodijo nebesne sile, v sebi sem mirna, slišim vodstvo. Brezpogojno sprejemam sebe in druge. In zaupam vase in v življenje, ker podpirajo me vsa svetlobna bitja. A vam povem, koga sem srečala? Enega gospoda, ko sva začela govoriti, sem rekla, gospod, delujete toliko stari kot moj oče. In je rekel, ja, da je star 82 let. In pa sem ga povprašala, če ima družino. In je rekel, da ne, da je on v življenju potoval in da je bil v Indiji in tako malo previdno me je vprašal, je rekel, veste, en prerok mi je rekel, da sem v tem življenju v zadnjem življenju. In zame je bilo tako, wow, on živi zadnje življenje, on verjame v zadnja življenja. Verjemite mi, večji del te generacije, mojih staršev je tako, to je bogoskrunstvo, kakšna pretekla življenja. In on pravi, da je ta guru rekel v Indiji, da ne bo imel otrok in da on zaključuje zadnje življenje in da v tem življenju so vse karte tako, kot morajo biti. Da se je vse zravnalo, da je prišlo do izravnave. Wow! Neverjeten človek. In ko sem ga pogledala tukaj, tretje oko, svetloba, modrost. Neverjeten človek. In poglejte, to je to. Prvo premislite, se verjamem, če gledate moj kanal, veste, da pretekla življenja obstajajo, da to ni tak bav, ta pretekla življenja. In predvsem, ko ozavestite, da so lekcije, ki jih mi rabimo dati skozi življenje skozi, najbolj pomembne, boste vedeli. To je to. V življenju, ko ozavestite lekcije, potem ne potrebujete antidepresivov, ne potrebujete prekomerne teže, ampak enostavno ozaveščanje. In greste čistiti en program po en program in se osvobajate in vaše čustveno telo postaja zakrpano. To je to. To je to. Delajte na tem in boste videli, vaša duša vas kliče na potovanje vaše osvoboditve. To je vaša pot. Uživajte na tem potovanju, boste videli, fizične odzdravitve nastajajo na podlagi tega. Tako da vse dobro vam želim.